ohranjene popotne skice našega ozemlja, ki jih hranijo v deželnem arhivu v Gradcu, so datirane v prva leta 17. stoletja in so delo patra Janeza Klobučariča, kasneje priorja avguštinskega samostana v Fürstenfeldu, ki se je uveljavil kot obetaven kartograf. Tovrstna dela takrat niso nastajala iz romantičnih vzgibov, temveč so služila potrebam kartografije in za vojaške namene. Doba sistematičnih slikovnih topografij, geografsko zaokroženih območij, se je v Evropi razmahnila v drugi polovici 17. stoletja, po končani 30-letni vojni in na krilih rastoče tiskarske produkcije. Za enega prvih prepoznavnih topografov velja švicarski grafik in založnik Mateusz Merjen. Njegova topografija avstrijskih dežel je imela v Evropi izjemen odmev in bila pobuda za marsikatero podobno zasnovano delo. Pri nas je v njegovem duhu ustvarjal baron Janez Weikart-Valvazor. Na gradu Bogensperk, kjer si je uredil grafično delavnico, so bili natisnjeni nekateri njegovi albumi, med njimi tudi topografiji Vojvodine Kranjske in nadvojvodine Koroške. Leta 1681 je izšla topografija sodobne nadvojvodine Koroške, ki obsega 223 vedut mest, samostanov in grajskih stavb. Na njej najdemo 8 podob z današnjega slovenskega ozemlja, trga Dravograd in Guštanj ter dvorce, ki jih danes po večini ni več, Črneče pri Dravogradu, Dob, Grinfels, Javornik in Šratnek. Svetla izjema je seveda dvorec Štrajteben, grad Ravne, v katerem domuje Koroška osrednja knjižnica. To je hkrati tudi najstarejša ohranjena podoba naše grajske stavbe. Album je leta 1688 v nekoliko razširjeni verziji ponovno izšel v Nürnbergu pri istem založniku, ki je pozneje izdal tudi znamenito Slavo Vojvodine Kranjske. Podobno kot Valvazor za Kranjsko in Koroško je štajerske vedute upodabljal kartograf in topograf Georg Mateusz Vischer. 3 leta po izidu sestavljenega zemljevida Štajerske je Vischer v Gradcu izdal topografijo Ducatus Styrie, topografijo Vojvodine Štajerske, ki jo je v naslednjih letih še dopolnjeval. V posthumni izdaji, ki je šla okoli 1700, je album obsegal že 495 upodobitev, približno tretjina z območja današnje Slovenije. Terenske skice, ki so služile kot osnova za bakroreze, sta oba topografa naredila sama, četudi je bilo v tistih časih skiciranje na terenu nevarno početje, saj so popotnike s skicirko večkrat zamenjali za sovražne ovaduhe. Zanimivo pa je, da sta za sodelavce imela večji del iste bakrorezce, med njimi tudi odličnega Andreja Trosta in Matijasa Grajšerja. Topografi so bili mojstri risbe. Zanimala jih je dokumentarna vrednost izbranih objektov. Sledili so jim tako imenovani vedutisti, za katere je bil umetniški vtis včasih še pomembnejši. Vedute so izdelovali v tehniki jedkanice ali litografije, bile so tudi ročno kolorirane, kasneje tonirane. Za njih je značilno poudarjeno okolje z dodanimi drobnimi razpoloženjskimi žanrskimi motivi, ki oživljajo prizorišče. Tovrstne podobe so bile del širše zasnovanih grafičnih serij, ki so pozneje izšle pod skupnim naslovom v mapah ali albumih, poimenovane po založnikih kot suite. Dobro stoletje po izidu Vischerjeve topografije si je graški založnik Josef Franz Kaiser zadal nalogo, da v novi tehniki litografije izda serijo štajerskih vedut. Te so med leti 1824 in 1834 izhajale pod skupnim naslovom Litografirane podobe štajerskih mest, trgov in dvorcev, ki jo danes poznamo po imenu Stara Kaiserjeva suita. Vsekakor ne moremo mimo mape koroških vedut, ki jih je litografiral in izdal Josep Wagner v suiti Ansichten aus Kärnten, podobe Koroške. Znano veduto Prevalj srečamo tudi v 83 vedut vseobsegajočem albumu Koroške iz leta 1845. Nekaj desetletij kasneje pa se je enemu najpomembnejših avstrijskih slikarjev tistega časa, Karlu Reichertu, utrnila misel o izdelavi še ene topografije domače Vojvodine Štajerske.
Pod vplivom svojega mentorja Josefa Kovaseka se je desetletje na številnih popotovanjih seznanil s posebnostmi Štajerske in skiciral izbrane motive. Njegove umetniške vedute so izhajale glede na založništvo v različnih suitah. Burgerjeva suita, album Einst und Jetzt, Nekoč in danes, ki ga je v samozaložbi izdajal v letih 1862 do 66, pa kot Reinhardtova suita. Nekatere od njegovih vedut pa so bile izdane tudi v tako imenovani Tagespotini suiti, tedenski prilogi časnika Grazer Tagespost. Zbir Reinhardtovih vedut najdemo v faksimilirani izdaji albumu z naslovom Slovenije štajerske vedute Karla Reicherta, ki je leta 2015 izšel pri založbi Umetniški kabinet Premzel v Mariboru. Karl Reichert je eden izmed zadnjih vedutistov, pomembni za slovenski prostor, preden je fotografija posegla na področja dotedaj rezervirana samo za likovne ustvarjalce.